Iran je pravkar naredil eno najbolj briljantnih in premišljenih potez, kar smo jih od njih videli v zadnjih letih. Uspelo jim je spraviti Netanjahuja v položaj, ko preizkuša Trumpa in poskušajo prepisati pravila tega konflikta v svojo korist. Torej, vsi vemo, da se je Iran v nedeljo odločil izstreliti balistične rakete na Izrael in da bi razumeli, zakaj so se za to odločili ravno v času vrhunca pogajanj, potrebujete približno 90 sekund konteksta, nato pa lahko preidemo na tisti del, ki je res pomemben. Hezbolah, iranski posrednik, ki nadzoruje velike dele Libanona, v bistvu lovka iranske države z libanonskim naslovom, se je novembra 2024 strinjal, da se umakne z izraelske meje in se razoroži kot del premirja, ki ga je posredovala ZDA. Hezbolah je še naprej obnavljal svoje sile, še naprej izstreljeval drone in rakete čez mejo. In ko se je mejna vojna z Iranom začela konec februarja in je bil Homeini Hamenej ubit, je Hezbolah naredil točno to, za kar je bil ustvarjen, in odprl drugo fronto ter obsežno napadel Izrael. Izrael je seveda odgovarjal z napadi. Zaradi teh stalnih sprememb in stopnjevanja vojne Izraela s Hezbolahom se ZDA odločijo posredovati. Trump je poklical Netanjahuja in mu v izrazih, ki jih je en uradnik povzel precej bolj barvito, kot bi to nakazovala katerakoli javna izjava, povedal, da mora prenehati. V nedeljo zjutraj se Hezbolah odloči izstreliti rakete na sever Izraela. Izrael, kot je obljubil, napade poveljniški center v Dahiji. Iran, ki je javno opozoril, da bo vsak napad v Bejrutu sprožil povračilne ukrepe, je to tudi uresničil in celotno zadevo dvignil na povsem novo raven. 11 balističnih raket v več valovih proti severni izraelski letalski bazi. Torej, kaj se v resnici dogaja pod vso to zmedo? Ker je bila ta izmenjava rakete, napad v Bejrutu, iranske rakete, videti od zunaj kot stopnjevanje, ki je nekako ušlo izpod nadzora. V resnici pa je Iran izvajal strategijo, ki jo je gradil že vrsto let. Kot je dejal eden od svetovalcev vrhovnega voditelja po izraelskem napadu na Bejrut, je bila miza zdaj že tretjič zažgana, a to pravzaprav ne drži. Ta miza v resnici nikoli ni obstajala, saj Iran v resnici nima pravega interesa za jedrski sporazum. In da bi razumeli ta pogajanja, morate vedeti tudi, da ima Iran veliko bolj nujno in eksistencialno skrb. In ta skrb je preživetje Hezbolaha. Predstavljajte si to kot eno tistih iger na sejmu, kjer udariš po eni tarči, nato pa se naslednja pojavi nekje drugje. Ker se Iran sam sooča z uničujočimi finančnimi sankcijami in možnostjo bo moral sprejeti dogovor, razumejo, da bodo morda morali biti nekaj časa tiho. A jih to prav posebej ne skrbi, saj imajo po njihovem mnenju ves čas na svetu. Verjamejo v svoje prerokbe in čakajo na svoj trenutek. V kateremkoli obdobju prisilnega zatišja pa želijo vedeti, da njihovi posredniki gradijo, nadomeščajo in širijo vpliv, saj mora seveda Tera prevladovati.